Raport. To je odličen report. Z vami je gostitelj Bojan Požar. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Požar report. Še dobre 3 tedne od začetka volilne kampanje, vendar se je ta že praktično popolnoma začela. Tudi zato je danes z nami bivši minister, nekdanji minister, ekonomist, gospod Matej Lahovnik. Vi, dobrodošli v oddaji. Večer, hvala. Zdaj, ti ne kandidiraš, ne? Ne. Pač pa, kako ste reče, analiziraš in komentiraš, ne? Tako. Ampak, če kakšnega nogometnega trenerja, ne, bivšega igralca znanega, ne, vprašaš, ne, ali lahko tako, bom rekel, samo komentira, pa analizira, pravi, da ga vedno zasrbi, ne, da bi stekel na igrišče, pa ne vem, podal ali pa dal gole, pa karkoli. To tebe nič ne, bom rekel, ne zamika. Ja, jaz sem trenutno poškodovan. Ja, dobro. Vsak igralec potem rabi malo pauze. Kaj pa se ti je zgodilo tole? To je nesreča, čist že stara poškodba, tako da nič resnega operacije. Je pa na desni roki, ne? Na desni roki. Ampak dobro, poškodbo si iztaknil, kdaj si iztaknil poškodbo? Par let nazaj, tako da ni nič, to ni politične simbolike v tem. Ni politične simbolike. Ampak, glej, kakokoli, no, tvoje ime, ne, od takrat, ko si šel ven iz politike, ko si odstopil kot minister, potem si bil še nekaj časa na tistih lestvicah javnega mnenja, mislim, da tam, kje je drugo, tretje mesto, celo prvo si zasedel, ne? Ja, tako. Drži. In skozi je bilo v zraku, da boš se vrnil v politiko, ne? Potem si zginil z teh lestvic, nenadoma, ne? Bi si bil več uradno najpopularnejši politik, ampak povej mi, kdaj si ti ko zase vedel, ne, da ne boš šel na volitve? Je že tisti trenutek, ko sem se omaknil iz politike, sem se odločil, da na te volitve zdaj ne bom šel, ker se mi zdi, da je prav, da ko se omakneš, pač nekaj časa spet se vrneš k svojemu delu. Ampak če bi bile pa recimo volitve, ne vem, prihodnje leto, ne, recimo junija, septembra prihodnje leto, takrat bi bilo že recimo dovolj časa, da bi... Ne, še ne, jaz mislim, da mora nekaj let miniti. Na te volitve ne bom pa rekel, da na katere druge ne. Ampak vseeno, no, danes, pač, ko sem imel najavljen intervju s teboj, ne, mi je vedno, pa me v takih primerih pokliče neki ljudi, da mi da kakšne sugestije za vprašanja, ne. In par ljudi mi je rekli, da se ti včasih ustrašiš, ne. Da si se menda ustrašil nekoč pred leti, ko si bil predviden za naslednika Toneta Ropa, ne, da boš predsednik vlade, in si se menda takrat tudi ustrašil, ne. A to drži? Mislim, da si bil predviden ali pa da si se ustrašil? Jaz mislim, da ne. Nisem zaletal. To, da sem pa previden, to pa drži. Pa si bil predviden za naslednika Toneta Ropa? To pa ne vem. Mislim, da ne. Menda so te predvidevali podobni ljudje, ki so recimo zdaj inaugurirali ponedeljek na magistratu Jankovića. Mislim, ne vsi, sem nekateri od tistih, ne. Na tak način, kot so Jankovića, me ni nihče prosil. Če bi me mogoče, pol ne vem, kaj bi bilo. Če bi se tako postavili za tabo, pa to. Če bi se tako postavili, pol ne vem, kaj bi bilo. Ti poznaš vse te ljudi, ne? Ja, drži. Drži, vse, tudi Magnifika, ne, vse. Veliko večino. Veliko večino. Pa te kaj, bom rekel, te presenetila sestava, recimo, teh ljudi, ki so prišli, ne? Ker zdaj, samo da trenutek, no, zdaj dobivajo različne izraze, ne? Recimo v Ljubljani nekateri jim pravijo CK, ne? Da je bil CK na magistratu, zdaj, ker sem bil v Mariboru, pa tam pravijo, da je bil pohorski bataljon, ne? Na magistratu. Ampak te je presenetila, recimo, ta sestava? Mene je presenetilo, da so toliko tvegali. Ne nazadnje so zastavili svoj osebni ugled za kandidata, ki ima kar precej spornih zgodb za sabo in ki bodo obremenjevali volilno kampanjo. In presenetilo me je še bolj to, da potem, ko so se oni na nek način, da ne rečem, ponižali in prišli lepo prositi ga naj kandidira, da jim ni povedal, ja, bom šel, da jim je rekel, pridite jutri na nek način na kongresni trg, pa vam bom povedal. To se mi je zdelo tudi strani Jankovića precej nedostojno in mislim, da je bila cela zadeva na nek način tragikomična. Tragična z tega vidika, ker gre vendarle za ugledne ljudi, ki so to naredili, a ne, in po mojem ne bi bilo potrebno se to izpostaviti. Komično pa zato, ker mnogi od njih so v vsem tem obdobju najbolj napadali te neoliberalne vrednote, a ne. Trg, konkurenco, reforme, Pahorju so učitali ravno to. Zdaj so pa podprli nekoga, ki vse te vrednote uteleša in ki pa res ni levičar, razen v odnosu do NOB, ampak to ne more biti kriterij. Če greš ti nekajkrat na leto na kakšno proslavo od Dražgoše, zato še nisi levičar, ne. Tako enostavno ne gre. Kako pa tolmačiš to, ne, recimo, da so tja prišli res nekateri ljudje, ki jih pa dejansko recimo na javni sceni že nekaj časa dni, recimo Marko Bulc, ne.
Mislim, v čem pa misliš, da je catch tega? Pri enih je mogoče neke abstinenčne krize medijske, so se pojavili pri kulturnikih je vedno tako, ne. Za tistega, ki ocenijo, da je potencialni mandatar, pač ga pridejo podpreti, mogoče si od tega tudi kaj obetajo. Ne moramo vedeti, da je kultura zelo subvencionirana, ne. Bistveno večji delež ekonomije se nekako pretaka skozi te subvencije. In jasno, če vidijo v Jankoviću nekega dirkalnega konja, ki lahko v tej dirki zmaga, je na nek način logično, da so pač stavijo nanj. Se ne smejo nekaj pozabiti. Mnogi od teh estradnikov, športnikov so se pred časom priklanjali Katarini Kresali in jo podpirali. Tisti trenutek, ko so videli, da rečem, tisti kon LDS več ne vleče, da je pravzaprav na robu tega, da bo eutanaziran, so pač našli novega, ne. No, zdaj pri Branku Đuroviću, če imaš njega v mislih, ne? Ne, se nijam konkretni. Pri njemu je treba biti pač toliko pošten, ker on podpira vedno LDS in podpira vedno Jankovića. Vse, da se razumemo, na splošno govorim, videti, tam je bilo cela vrsta ljudi in mislim pač z različnih motivov, eni mogoče iskreno, mislim pa, da je ključni problem v tem, da je strah pred Janšo tisti, ki jih je nekako tja prignal. Čeprav iz tega ne razumem, jaz pravzaprav ne vem, zakaj se tako bojijo Janše, se je bil 4 leta na oblasti, nikomor se ni nič zgodilo, če zdaj pravzaprav pogledamo, komu od novinarjev, političnih nasprotnikov, komu se je kaj zgodilo. Jaz mislim, da Janša jasno ne bo nobenega zaprl in da je to gonilo, strah pred Janšo, razlog, da se podpre Jankovića, ki pa res ne uteleša neke solidarnosti, enakosti, socialne pravičnosti, kar bi morali biti vrednote neke socialdemokracije. Mislim, da to razlog ne bi smel biti za podporo, in da na nek način je to res brodolom levice. In jaz sem že povedal, da se tu strinjam z izjavo sekretarja socialnih demokratov Javševca, ko je rekel, da je to pač, da gre Janković na volitve uničiti levico. Jaz mislim, da ne na kratek rok, kot nek idejni krok bodo dobili več, ampak na srednji in dolgi rok je pa to brodolom politične levice, ker mislim, da je edino Kuča na nek način mal nakazal, da vendarle se zaveda, da Janković res ni levičar. Ampak zakaj potem podpora? Samo zaradi Janša? Jaz mislim, da je strah pred Janšo tisto. In ta zgodba, jaz sem že rekel, da tako kot so leta 2008 meni videli v Pahorju Harryja Potterja, v Janši pa Lorda Merlakensteina, tako se zdaj iščejo novega Harryja Potterja v Jankovića, ampak mislim, da tukaj so se pa krepko ušteli. Tudi paradoks je na nek način. Janković je po svojih ekonomskih vrednotah desničar, in bi imeli 2 desna kandidata za mandatarja, in jaz tudi, če pogledamo neke kolumniste levih časnikov, tudi Mladine, ki tedensko streljajo po teh neoliberalnih ekonomskih modelih. Ampak ne po Jankoviću, ne? Ne pa po Jankoviću, ki te vrednote uteleša, in jaz mislim, da je na levem političnem prostoru na delu velika hipokrizija in da se tega ali zavedajo ali pa ne zavedajo. Lahko, da se tudi ne, da jih ta strah pred Janšo, da so tako s tem zaslepljeni, da enostavno niso sposobni neke notranje refleksije. Ampak zdaj, veliko je bilo govora o tem, kakšen je bil učinek te inauguracije, teh 26 podpisov, oziroma pač posameznikov na magistratu je bilo nekaj manj, ampak obvesel je nek slab občutek. Jaz sem se pogovarjal tudi s temi starejšimi ljudmi, ki so evidentno blizu levice, pa niso bili najbolj zadovoljni s tem nastopom kolektivno. Mislim, da je bil učinek bistveno slabši od pričakovanega. Prvi zato, ker celotna ta scena je bila na nek način ali žalostna, ali za nekatere smešna, za druge žalostna, brez nekega koncepta. Se v končni fazi Janković jih je pustil čakati, tako še jaz bruco ne pustim čakati, recimo, zdaj, ko se začenjajo semestri in se mi zdi to že to nedostojno, recimo, potem. Tako da jaz mislim, da so predvsem s tem bolj škodili sami sebi, kot pa koristili Jankoviću, ker vendarle mnogi od njih so marsikaj dosegli in v teh letih ni bilo potrebno toliko se izpostaviti. Pa še nekaj je bilo zanimivo, tam je bil tudi Jože Mamal, recimo lastnik BTC, kjer smo zdaj. On je eden tistih redkih, kako bi rekel, preživelih tajkunov, ki so prišli skozi, ki niso bili procesuirani in ki so obdržali, kako bi rekel, premoženje oziroma lastnino. Ja, eden zelo redkih, in tudi on je bil tam. Ampak to bi te vprašal, ker si bil pač minister za gospodarstvo, poznaš te slovenski direktorje. Kako pa gledaš na prisotnost oziroma na podpise direktorjev, Žiga Debeljak, Franjo Bobinac, Herman Rigelnik, Colarič. Kako pa to tolmačiš? Zakaj recimo so prišli direktorji? Ja, za Žiga Debeljaka smo se že pogovarjali, da verjetno je bil v situaciji, ko
je bilo zanj težje reči ne, kot pa priti tja na magistrat. Zdaj, jaz mislim, da so te poteze direktorjev neprimerne. Jaz si ne predstavljam, da bi direktor Volkswagena ali pa nekega pomembnega nemškega podjetja v predvolilnem boju tako posegal na politični prostor, ker se vse skozi upijejo politika, naj se umakne iz gospodarstva, iz kulture, iz športa, hkrati pa zdaj ti isti akterji rinejo v politiko. V bistvu, in to se mi zdi malo kontradiktorno. No, imajo seveda vso pravico, da se razumemo, vsak ima to pravico narediti kot državljan, ampak seveda to pač ima določene konsekvence, a ne? To je pa treba tudi upoštevati. Tako da, ampak jaz mislim seveda, direktorji so zelo prilagodljiva bitja, ne? Da se spoštujejo tisto Darwinovo načelo, da ne preživijo najbolj pametni, niti najbolj močni, ampak tisti najbolj prilagodljivi, ne? In jaz sem prepričan, da tisti trenutek, ko bo, če bo Janša zmagal, da mu bojo poslali in SMS-e in čestitke, če bo treba, bojo šli tudi ti, ki so zdaj podpisovali tako? Zanesljivo, a ne, bojo prvi izrekali čestitke. Tako da to so zelo prilagodljivi, a ne, in tukaj ne vidim težave. Ne, se mi pa zdi to malo nepotrebno, mislim, ta cirkus se mi je zdel v ponedeljek nepotreben. Prej sem videl, da sem se tu mimo peljal, da je tudi cirkus v mesto. Ja, to je točno svet mesta. Ta del političnega cirkusa pa mislim, da je bil nekako odveč in da ni nikomor koristen. Zdaj, ko govorijo o teh direktorjih, a ti direktorji prinesejo, recimo, potem temu izbranemu kandidatu, ne vem, a prinesejo glasove, recimo, zaposlenih v njihovih firmah, ali je to so pomembni zaradi tega, ker imajo nek ugled v širši javnosti? Bobinac prinese, recimo, glasove nekaj tisoč ljudi zaposlenih v Gorenju? Zanesljivo ne. Spomnimo se tiste vstaje. Mislim, da v Šaleški dolini niti en glas ne bo imel Janković več zaradi tega, če ga podpira Franjo Bobinac. Na nek način časih je to lahko celo škodljivo, ker menedžeri v zadnjih letih se mnogi niso ravno izkazali, zdaj govorim na splošno. Vse vemo, da so namesto, da bi vlagali v tehnološko tržno prestrukturiranje, so se ukvarjali z lastninjenjem in niso ravno na dobrem glasu. In mislim, da kandidat, ki se pretirano obkroža z temi menedžeri, da jo ne bo dobro odnesel. Nekaj drugega so ti, recimo, ne vem, Boskarolja, Krapoviči, Zvone Štorman, recimo, znani gostinec. Teh pa ni bilo. To je zanimivo. In če bi jaz kandidiral, bi iskal podporo predvsem teh, ki po moje res utelešajo tiste prave, pozitivne vrednote, ne, so ustvarili svoja podjetja iz nič, ne, in to je tisto pravo. Ne govorim, da seveda Žiga Debeljak ni dober direktor, nasprotno, ne, ampak govorim o tem, da nasplošno menedžeri, recimo, mislim, da je njihov učinek, njihove podpore bistveno manjši, kot mnogi ocenjujejo. Matej, na polovici oddaje sva napojeva oglase, pa se takoj vrneva. Zdaj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požar je pot. Pogovarjamo se z bivšim ministrom Matejem Lahovnikom. Zdaj sva govorila o magistratu Jankovića in tako dalje. A Janković lahko zmaga po tvojem na teh volitvah? Ne, verjetno. Rečemo najprej, a bo sploh šel on osebno kandidirati? Ker brez njega je lista nekaj posebno drugega. Brez njega je lista neresen politični projekt. Ne. Jaz mislim, da bo počakal še na neki raziskav in se potem odločil. Mislim pa, da v nobenem primeru nima možnosti postati mandatar. Raziskav, kdaj, recimo, ob kakšni številki misliš, da bi se on odločil, da bo šel kandidirati? To težko rečem, ker raziskave bodo letos imele še eno funkcijo, ne samo merjenja, ampak tudi ustvarjanja javnega mnenja. Letošnje volitve bodo prve, ko bo mogoče tudi v petek na dan, 2 dni pred volitvami, meriti javno mnenje in tudi objaviti. To pomeni, da jaz sem prepričan, da se bo dogajalo tukaj marsikaj, kot sem rekel, tudi ne samo merjenje, tudi kreiranje javnega mnenja, tako da na koncu bo tehtal, ampak jaz mislim, da nima nobenih možnosti, da postane mandatar. Nobenih možnosti? Ne. Kar je škoda, pravijo eni, ne? Ker on je po poklicu in po duši trgovec. Ne? V naslednjem mandatu se bodo prodala državna podjetja, ne? Telekom, zavarovalnice, banke. Mislim, če bi bil mandatar, bi mu verjetno tole šlo dobro, ne? Šlo bi mu dobro, samo vprašanje, koliko bi od tega imela država. Če bi vstopil on v igro okoli Teša, bi se Teš, kaj, bi se podražil ali bi se pocenil? Ti si ga malo pocenil takrat, ne? Jaz sem ga takrat malo pocenil. Koliko? 200 milijonov? 225 milijonov. Koliko bi ga Janković še pocenil ali bi ga podražil? Ne vem, to pa res težko ocenim. To je pa težko oceniti. Težko. Pa si predstavljaš, da bi nek tako Ljubljančan prišel v Teš, ne? Jaz mislim... Janković verjem, bi se s temi stvarmi zelo konkretno ukvarjal, ne? Ja, sej on zagotovo bi se konkretno ukvarjal, ampak jaz mislim, da pri njemu je temeljni problem ta, da pravi,
tako kot sem vodil Mercator, tako kot sem vodil mestno občino Ljubljano, tako bom tudi državo. Vemo pa, da so njegove pretekle zgodbe niso zabeležene samo z uspehi, so tudi z mnogimi spornimi zgodbami, ki jih celo preiskuje, ne vem, oziroma njega ali njegove družine. 28 preiskav. Različno. Tako, ki so povezani z njim, nekatere tudi očitno z družinskimi člani, z njegovim podjetjem, ampak je precej spornih zadev. Zato sem presenečen, kakšno podporo je dobil na levici. Jaz mislim, da so bili tudi nekateri socialdemokrati v šoku, ko so videli, da ne rečem nekdanje politične mentorje, vse kot zborček pri Jankoviću. Gotovo, ne, ker se vidi tudi te reakcije so zelo zbegane v tem trenutku. Ne. Čeprav, kot sem rekel, Janković je dejansko neoliberalni kandidat, zapakiran v rdeč paket in bo serviran volivcem pred Miklavžem z veliko pentlo v upanju, da ga bodo kupili, ampak jaz tega ne verjamem. Poglej, pojavil se še en igralec, ne, v prvih vrstah, Gregor Virant, kot samostojen player, ne, z listo stranko Gregorja Viranta. Ampak tukaj je pa manjka, da nisi ti zraven, ne, ker on se sklicuje na te tako imenovane resetirance, kjer si bil tudi ti, Žiga Turk, Rado Pezdir, Janez Šušteršič in Marko Preliha. Pa mi povej, no, zakaj so tvoji kolegi ostali, razen Šušteršiča, ostali zunaj, ne kandidirajo, ne? Ti si že povedal, zakaj ti ne kandidiraš, in povej mi, ali verjameš v to samostojno pot Gregorja Viranta, ali verjameš v nek tajni dogovor med njim in Janšo? Tajnega dogovora med njim in Janšo ni. To je nesmiselno in vem, da ga ni. Tudi po reakcijah iz SDS-a je več. Dobro, da veš, ker meni pravi, celo da nekateri poslanci SDS niso sigurni, ali gre za dogovor ali ne, pa zato nočejo nič komentirati. Ne, zanesljivo ni dogovora, niti med njim in Janšo, niti med njim in Jankovićem. Toliko sem bil zraven, da vem, da so bili... Niti med Virantom in Jankovićem. Niti med Virantom in Jankovićem, pardon, ja. Toliko sem bil zraven, da zelo dobro vem, da so bili pritiski, predvsem strani ljudi, tudi stranke so takrat govorile, če govorite o resetiranju, naredite stranko, pejte na volitve, pokažite se, ne samo kritizirati, in očitno nekateri so se za to odločili. Jaz mislim, da so se tukaj iskreno, ni v ozadju nobenih dogovorov, tako da ni nobene teorije zarote. Jaz mislim, da seveda tako na levi kot na desni širijo teorijo zarote, ampak zanimivo, ne? Levičarji vidijo v ozadju Janša, desničarji pa v ozadju Kučana, in to je tako kot pri alkoholikih, kroničnih, ki sanjajo bele miši, ne? In tudi ortodoksni levičarji sanjajo Janšo, ortodoksni desničarji pa Kučana, in zato je pač verjetno Virantova kandidatura s tem. Virant je ampak res v neto dosledno govoril, da ne gre na volitve, da ne gre za svojo listo, da ne gre za svojo stranko, to drži. Za to nedeljo so se očitno vsi naenkrat premislili. Janković je premislil, Virant si je premislil. Ja, tudi mene je presenetilo, da se je tako odločil. Nisi imel občutka, dokler si bil še resetiranec? Ne, jaz nisem imel občutka, nisem verjel, se mi je zdelo to, še zdaj se mi zdi ekstremno pogumno v teh razmerah, tako na hitro, tako iznenada, brez da bi prej pripravil posamezne korake. Pa lahko Virant, oziroma njegova ekipa, Virant, Šušteršič, Preliha, Pezdir, zberejo 8000 podpisov. Sprav 1000 v vsaki volilni noti in grejo z listo. Namreč govorim o tem, ko sem ga vprašal, zakaj gre z listo, zakaj ne gre za stranko, mi je rekel, da je lažje pridobiti ljudi na listo kot v politično stranko, in da zato gre z listo. Ne, to je misija nemogoče. 1000 podpisov vsaki volilni enoti v tako kratkem času ne more zbrati nihče, niti Zoran Janković, če bi se tega lotil, z vsem aparatom, ki je v ozadju. To sta sposobni samo SDS in SD, ki imata odlično strankarsko mrežo, ki deluje. Gregorju Virantu to ne bo uspelo in jaz mislim, da edini način, izhod, ki ga lahko išče, je, da na enak način kot Janković ustanovi, ne vem, programsko stranko, in ki se pač imenuje Lista Gregorja Viranta. S podpisi mu zagotovo ne bo uspelo. Zdaj dvakrat si že rekel programska stranka. Mislim, stranka je politična stranka ali pa ni politična stranka? Mislim, kaj je za to neka programska stranka? Vsaka stranka ima programe, ja. Tudi sam sem v tem smislu nasedel marketinškemu prijemu Zorana Jankovića. Drži, stranka je stranka. Stranka je stranka, ne? Drži. In kako pa Virantove možnosti ocenjuješ? Jaz mislim, da ima precejšen potencial in če bi sam ugibal, če bo dobro zastavil, predvsem če bo seveda vztrajal pri zbiranju podpisov, potem bo pristal še preden bo vzletel, da tako rečem. Nima možnosti sploh, da se prijavi v dirko. Ampak ko recimo njegove možnosti od takrat, ko bo že formalno v dirki? Se to je zdaj verjetno gotovil? Jaz mislim, da njegove možnosti so tu domet med 10 in 15%. Više ali niže od Jankovića?
To je predvsem odvisno, kako bodo na levici, predvsem socialdemokrati, odreagirali na vstop Jankovića v areno. Mi moramo vedeti, da že teden dni delajo vsi mediji popolno reklamo Zoranu Jankoviću, Boruta Pahorja, kot da je mrknil, niti ga ne spustijo v ring. Pa menda počiva. Ja, ampak nekateri prav sistematično gradijo ta mit, spopad Janković-Janša, dveh titanov in ne vem kaj, hote ali ne hote. In to je ključni problem, ki koncentrira glasove pri Jankoviću. Če bodo od tega koncepta odstopili in dali možnost ali pa vsaj neko šanso tudi ostalim, potem Janković mislim, da ne bo prehitel Boruta Pahorja. Jaz še vedno mislim, da imajo socialdemokrati z Borutom Pahorjem, če bodo pravilno pristopili, večji domet, kot ga pa ima Janković svojo listo. Ampak morajo začeti delovati resno, odgovorno, ne pa tako, kot se vidi, da niti ne znajo 3 zvezdnih stavkov v tem trenutku povedati in odgovoriti na to Jankovićevo napoved kandidature. Tudi, bo rekel, tukaj so, kako bi rekel, v parlamentu so, recimo zdaj, ko bi moralo priti do zaslišanja Jureta Jankovića, je levica omogočila nesklepčnost parlamenta, nesklepčnost preiskovalne komisije, so šli ven. To je fenomen. To je nenavadno, ne glede na to, da so v smrtnem boju za Jankovića. Jaz že vse skozi razmišljam, v čem je, kot bi rekli, catch. Ampak ne vidim nobenega smisla v tem, zakaj je levica v bistvu povzročila obstrukcijo in nedelovanje komisije, ki povsem legitimno, legalno preiskuje neke transakcije, ki bi lahko bile sporne. In to ni nobene logike. Jaz ne razumem več tega. To samo dokaže, da so v popolnem šoku. Ali pa drži neka logika, da so že vnaprej dogovorjeni LDS, SD, Zoran Janković v neki bodoči koaliciji. Ja, ampak moramo vedeti, da z Zoranom Jankovićem vprašanje, če bo LDS prišla v parlament, kar se pa SD-a tiče, pa mislim, kot sem že rekel, Zoran Janković ni socialdemokrat. Oni bi morali tukaj bistveno drugače odreagirati in na nek način ne razumem teh reakcij. Tudi to, kar se v državnem zboru dogajalo, se mi zdi prav škandalozno. Ti si dober retorik, večkrat se citirajo, si duhovit in tako dalje. Kdo pa bi še od teh liderjev, ki so zdaj tukaj ostali v tej prvi vrsti, bo nekakšen zmagovalec teh televizijskih dvobojev, ker zdaj bodo zanimivi, ker so vendarle prišli neki novi obrazi zraven. Ja, v retoričnem smislu so vsi ti novi akteri, predvsem tukaj Virant kot Janković, bosta gotovo spretna in bosta pridobivala. Vprašanje je, na kakšen format bodo pristali mediji, v kolikšni meri bodo Jankovića spustili zraven? Ne samo Jankovića, mislim tudi Pahorja. Ne, govorim o tem, recimo, ker TV Slovenija ima neka pravila, ne parlamentarna stranka, ne tekmuje s parlamentarnimi strankami. Če smo odkrita, tudi RTV Slovenija ima bistveno manjšo gledanost. Tukaj je ključna komercialni mediji, Pop TV recimo, je ključna njihova soočenja, bodo zagotovo zelo gledana in prav zanimivo bo videti, koga bodo spustili v tistem zadnjem krogu v mandatarski ring dveh oseb. Janković-Janša je zagotovo bistveno bolj gledana oddaja, kot pa recimo Janša-Pahor, recimo. In to je ta nevarnost, ki jo za socialdemokrate. Jaz domnevam, da bodo rejtinge odločili. Tukaj pa vidim en problem, da se bojim, da bodo mnoge javnomnenjske raziskave ne samo merile, ampak tudi kreirale javno mnenje. No, ameriški veleposlanik v Sloveniji se čudi javnomnenjskim raziskavam, da kaj takega še ni videl, kaj se tle dogaja na področju javnomnenjskih raziskav. Ja, jaz sem z njim govoril, mislim, da par mesecev nazaj in se čudi marsičemu. Kako pa ti vidiš, približno minuto še malo do konca oddaje, kako pa ti vidiš sliko v parlamentu po teh volitvah? Kdo bo prišel, kdo ne bo prišel? Jaz mislim, da zanesljivo ne bo prišlo v parlament zares, ki že prej ni imel možnosti. Zdaj jih bo Janković seveda zaradiral. Tudi zdaj, ko spremljam malo Gregorja Golobiča, v bistvu sploh ne funkcionira več kot predsednik stranke, kot je komentator, kot nek Vlado Miheljak zdaj nastopa. Ja, tako, nadomestni komentator, analitik, pravzaprav kot da se je že oddal sodo. Kresalova je precej zbegano mi deluje, ampak LDS bo nekje na meji. Mislim, da Nova Slovenija nima možnosti za vstop v parlament in da bodo ključni akteri, seveda Janša, ki bo po moje relativni zmagovalec. Na drugem mestu pa mislim, da bo boj med socialdemokrati in pa Jankovićevo listo. Vse odvisno od tega, ali se bodo socialdemokrati spravili skupaj in odreagirali. To bo po tvoje eden od ključnih bojev v teh volitvah. In pa potem Virant, seveda, ki ima tukaj precejšno možnost nagovarjanja neopredeljenih. Mislim, da ti 4 akteri bodo ključni in da bo njihov rezultat tudi določil
bodočega mandatarja. Čeprav mislim, da relativno večino bo dobila tukaj. Ampak zdaj, koliko vidimo, lahko dobimo več teh tako imenovanih velikih koalicij. Včasih se govori samo o eni veliki koaliciji, zdaj je pa možno 2, 3, 4 morda. Jaz mislim, da je marsikaj možno, da seveda zdaj so reakcije zelo burne, si marsikaj očitajo, da po volitvah, ko se bodo nekako glave ohladile, ko bodo ugotovili, da se soočajo z resnimi vprašanji in da potrebujejo široko koalicijo, recimo za ustavno večino. To je ena ključnih zadev. Jaz osebno mislim, da če naslednji mandatar ne bo imel močne večine, prepričljive večine, po možnosti celo ustavne večine, tako ali tako ne bo zvozil 4-letnega mandata, ker bodo razmere preveč resne in mu bojo koalicijski partnerji odskočili prej iz vlade. Nihče ne bo dobil absolutne večine, to je bolj ali manj jasno. Kako pa potem tolmačiš recimo besede predsednika države Türka, ki jih je rekel takrat na kongresu, meni želijo, da bo zelo dobro premislil, komu bo dal mandat. Takrat se je govorilo, da to pomeni, da Janši ne bo dal mandata. Jaz mislim, da tistemu, ki bo zmagal, ki bo relativni zmagovalec, bo v vsakem primeru moral že najprej ponuditi prvo možnost. Seveda pa, če tisti ne bo mogel sestaviti, se bo pač javil tisti, ki bo naslednji, ki bo rekel, jaz pa imam dovolj tarokov v rokah s partnerji, da lahko sestavim vlado. To bo odločilno. Še zadnje vprašanje, zdaj po teh napovedi, ki si dal, to verjetno konvertiraš te napovedi, Drži, parlamentarne, ne? Bo Janković prišel tudi v zgodovino kot nekdo, ki utegne zbrisati dokončno z te slovenske zgodovine LDS, To drži. To drži. Mislim, da še posebej, ker bo Janković v Ljubljani ogromno pobral, ker je LDS vendarle precej dobila v 3. in 4. volilni enoti. Mislim pa, da Jankovićev domet na Štajerskem je bistveno manjši, Dolenjskem, Primorskem, da, jaz sem že rekel, on je car med Medvodami in pa Domžalami, ko pa pride čez Trojane. Ja, v Sostrem so že malo problemi. Že v Sostrem ima težave, tako da jaz mislim, da se je zakalkuliral, kar se mandatarstva tiče. To se pravi, čez 4 leta, Matej pa ti, kako, ko ideš spet ponovno. Takrat bo roka bo zaceljena, To nisem rekel, roka pa upam, da bo zaceljena. Sam je nevarno, da mi potem drugo zlomijo. Dobro, ne morem ti dati roke, pa se ti zahvaljujem, da si prišel v oddajo. Upam, da se čim prej vidimo. Zdaj, gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Oddajo si lahko gledate tudi na spletni strani požareport.si in spletni strani Info.tv. Mi pa se vidimo prihodnji teden v istem času in ne pozabite, ker je bojanje tudi požar. Se pravi, ne morem ti dati roke.